Dobrodošli na 11. hagioterapevtskem večeru, ko praznujemo binkoštni ponedeljek oziroma praznik Marije, Matere Cerkve. Ta praznik nam jasno pove, da Marija ni bila navzoča samo pri Jezusovem rojstvu, ampak tudi pri rojstvu Cerkve na Binkošti, ki je postala zelo živa in dejavna. Obe rojstvi pa sta skrivnost in delo Svetega Duha in Marija nam dokazuje, da je prava Božja sodelavka, učenka in služabnica. S tem nam Marija razodeva svojo veličino in dostojanstvo, o katerem je bilo tudi govora na zadnjem 10. hagioterapevtskem večeru. Rekli smo, da je Bog stvarnik, avtor in izvor tvojega dostojanstva in da se tvoje ranjeno dostojanstvo vedno znova zdravi v območju molitve oziroma v območju Božje navzočnosti. Govorili smo tudi o dostojanstvu razuma, vesti, svobode in človeškega življenja. V hagioterapiji pa smo dejali, da človek postane zdrav, ko najde svoj smisel, saj sta bolezen in zdravje stalna spremljevalca našega življenja. Namen hagioterapije je torej ta, da ublaži duhovno bolečino in travmatska duhovna stanja in da človeka popelje na pot rešitve in zdravja. Rekli smo tudi, da sta bolezen in zdravje tudi vprašanje človekove notranjosti, kar pomeni človekovega duha. Hagioterapija nam torej na nek način želi povedati, kako je pomembno stalno vsakdanje versko duhovno življenje, ki naj ne bo zgolj ozko usmerjeno, ampak vedno bolj oblikovano v zrele, osebne, pristno ponotranjenje in celovite drže našega življenja. K temu naj pripomorejo tudi vsebine današnjega večera o hagioterapiji, kakor tudi vsebine zahvaljevanja, ki smo jih pripravili za vas. Naj vstopijo v vaše življenje in bogatijo vaše nove čase in nove dneve. V hagioterapiji se veliko govori o eksistenci. Zato poglejmo najprej, odkot prihaja ta beseda. Eksistenca prihaja od latinske besede existere, kar pomeni javljati se, bivati, obstajati. Eksistenca je od vedno, nikoli ni začela in nikoli ne bo prenehala biti, je nasprotno od niča. Človek je sam v sebi celovit, v svoji osebnosti ima središče. Zato reče sebi, to sem jaz, drugi pa mu reče, to si ti. Kaj je tisto, po čemer si ti? Po duhu, po tistem, kar je očem nevidno, a vidno je spoznanju intelekta. Ko človek spoznava nekaj istočasno, spoznava sebe. V spoznanju sebe in tistega izven sebe odkriva tretjo dimenzijo stvarnosti, ki je vseobsegajoča in jo imenujemo Bog. Eksistenca je stvarnost, ki jo označujejo transcendentalije, ki so unum, eno, bonum, dobro, verum, resnično in pulhrum, lepo. To so stvarnosti, preko katerih človek prepoznava eksistenco in po katerih se v eksistenci uresničuje. Ako je dober, sigurno živi. Ako je resničen, ne more umreti. Ako ljubi lepoto, je kot eksistenca neuničljiv. In ako išče edinost in slogo, je v postajanju nerazrušljiv. Če človek razdira transcendentalije, podira temelje svojega obstoja. Smisel življenja je ljubiti človeka in Boga, biti dober, spoznavati, govoriti in pričevati za resnico in ustvarjati lepoto. Ako to dela, je duhovno zdrav in svoboden od eksistencialne tesnobe in strahu. Bog je izvor človekovega življenja,
in zato ne more človek ne iskati Boga. Ko ateist trdi, da Boga ni, on sproti spoznava Boga v tej veri, da ga ni. Ateist je torej religiozen z negativnim predznakom. To je nespameten poskus, da se Bog spozna z razumom. Človek je po grehu odvzet od Boga in ne more jasno spoznati vsemogočnega stvarnika. On bega naokoli, kakor da je sam, kakor da Boga ni. Da bi človeka rešili njegove prvotne bolezni, torej ločenosti od Boga, ga je potrebno povezati z njim. To se lahko zgodi samo preko Jezusa Kristusa, ki je pokazal Božji obraz človeški osebi. Jezus Kristus je most med stvarnikom in človekom. Ustvarjeno bitje brez stvarnika ne obstaja, kakor ne obstaja pojem sina, če ni pojma očeta. Sin je torej relativen pojem in vključuje očeta. Izvirni greh je človeka ločil od Boga, zato se mora, da bi se odrešil, ponovno povezati s svojim stvarnikom. Da bi torej nekoga privedli do Boga, ga moramo pripraviti do tega, da misli, želi in dela dobro in ne zlo. Ukolikor nam to uspe, smo ga privedli do njegovega stvarnika, do absolutne eksistence. Sveto pismo pravi, da je Bog ena sama lepota in dobrota. Jezus pa v sebi pravi, jaz sem resnica. To se pravi, da kadar človeka privedemo do to, da govori, misli in dela tisto, kar je resnica, smo ga pripeljali do Jezusa. Osnovno pri duhovnem zdravljenju je, da pripeljemo človeka do tod, da postane dober, resnicoljuben in da ljubi lepoto. Ljubiti pa pomeni najprej ljubezen sprejeti. Ne more se ljubiti, ako nismo ljubljeni, in dajati, ako nismo prejeli. Biti ljubljen pomeni sprejeti ljubezen in vrednote. Takrat postaneš zdrav, ker le tako lahko pomagaš drugim, da postanejo zdravi tudi oni. Molitev zahvaljevanja vstopi v tvoje življenje še bolj, ko spoznavaš njen pomen, bogastvo in sadove. Ona te najprej odpira in spominja na tiste dobre in lepe stvari, ki si jih bil deležen in si jih deležen iz stvarnikovih rok v življenju. Ta molitev ti odkriva, kaj vse ti je podarjeno v življenju in s čim vse si obdarjen. Zato je zate zahvaljevanje zdravilo tvojega življenja, balzam za tvojo duhovno dušo. Vse to prinaša v tvoje življenje srečo, radost, dragocenost in hvaležnost nad vsem, kar imaš in kar ti je dano. Tako se pred Bogom ti in tvoje življenje odkrivata v svetli in jasni luči, ki je polno življenja, radosti, sreče, novih ustvarjalnih moči in poguma, svobode in zdravja. Zahvaljevanje iz nas ustvarja hvaležne in dobrovoljne ljudi, ki žarevajo veselje in mir, ki so preprosti in pristni. Zahvaljevanje ustvarja torej med nami nove odnose, odnose polne zaupanja in spoštovanja ter prave bližine. Zahvalo daješ drugemu priznanje in tudi sebi najprej potrdiš, da si prejel in doživel nekaj, kar je zate dragoceno in vredno, nekaj, kar te plemeniti in bogati, nekaj, česar ne smeš in ne moreš spregledati v svojem življenju. Zahvaljevanje usmerja tvoj pogled nad slabo in negativno, torej uničuje zlo in slabo, ter te osredotoča na vredne in perspektivne vsebine tvojega življenja. Da bi še bolj doumeli pomen zahvaljevanja
in zahvale v našem življenju, sedaj prisluhnimo tej vsebini še bolj. Zahvaljevanje svojemu stvarniku je zelo pomembno. Zahvaljevati se je potrebno za vse, zase kot tudi za druge, pa tudi za tiste, ki nam delajo krivico, za bolezni, kot tudi za vse težke in lepe življenjske situacije. Zakaj? Zdi se nam, da to ni človeška logika. Tudi ni. To je namreč zakonitost duha. Kadar se za kaj zahvaljuješ, potem to na nek način sprejemaš, se ne upiraš, ne godrnjaš in tako vstopaš v dobroto, v bit. Samo če si povezan z bitjo, si sposoben premagati vse življenjske situacije in biti večen. Zahvaljevati se pomeni ne osredotočati se in misliti samo na bolezen, na negativnost, na trpljenje, ampak jo sprejeti in samo tako lahko gledaš preko trpljenja v dobro, v zdravje. Kadar se za trpljenje zahvaljuješ, je to znamenje, da se zaupanjem in vero izročaš svojemu stvarniku. Tudi če ti ne veš, zakaj se ti nekaj dogaja, on to zagotovo ve. Toda on je sama dobrota in ljubezen in ti želi samo dobro. Zahvaljevanjem pravzaprav veruješ, da se bo vse obrnilo na dobro. V tisto pa, kar veruješ, to tudi sprejemaš, ker človeka vodi njegovo verovanje. Kadar si se sposoben za vse zahvaljevati, tedaj množiš vero, vera krepi duha, duh pa te dela zdravega. Na ta način tebi izginja vse tisto, kar je mračno, kar te sili, da misliš na negativno, na tisto, kar te uničuje, odvzema ti moč, inteligenco in življenje. Pot v življenje in srečno prihodnost je pot zahvaljevanja. Živeli bomo samo, če smo se pripravljeni za vse zahvaljevati, ne pa godrnjati, prigovarjati, če smo se pripravljeni dvigniti nad slabosti, nad zlo, ki nas zasužnjuje in nam odvzema svobodo. Zahvaljevanje človeka potegne iz raznih odvisnosti. Osvobaja ga sovraštva in mu pomaga, da se uresniči v polnosti. Zahvaljevanje dviga človeka na duhovno raven, kjer se srečuje s svojim stvarnikom, ki mu daje upanje, ki nikoli ne umre, in ki ga usposablja, da lahko vedno iz zla prestopi v dobro, iz bolezni v zdravje in iz smrti v življenje. Zahvaljevati se pomeni zaščititi se pred zlom, sovraštvom in samouničevanjem. Zahvaljevati se pomeni živeti in biti zdrav. Zahvaljevanje je značilno tudi za svetopismo, je njen sestavni del. Kot tudi za cerkev se ga razodeva v molitvi in obhajanju Evharistije vsak dan, da bi v njej in v življenju vsakega kristjana prebivala hvaležnost in zahvaljevanje. Kristusovo delo odrešenja je za pravega kristjana vir nenehnega premišljevanja in občudovanja, zahvaljevanja in hvaležnosti. Zato je za nas najvišja oblika zahvale ravno Jezusova presveta daritev, torej sveta maša, ki je temelj stalnega življenja v zahvali in hvaležnosti. Saj nas je osvobodil greha in smrti ter nam znova odprl pot k Očetu in v njegovo blaženost. Jezus, naš odrešenik, naš brat in naš prijatelj. Zato v našem življenju z Bogom ni dovolj zmeraj samo prositi, ampak mora vsaka naša prošnja doseči pravi epilog oziroma zaključek v zahvali. Tudi v vsakem dogodku, daru in vsaki potrebi lahko kristjan odkriva smisel svojega življenja in vidi potrebo po zahvaljevanju. Sveti Pavel velikokrat svoja pisma začenja in končuje zahvalo, še več, naroča in priporoča nam, v vsakršnem položaju se zahvaljujte, zakaj to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas, in ustrajajte v molitvi, čujte v njej
in se zahvaljujte. Današnji hagioterapevtski večer nas želi znova spomniti, da je sveta Evharistija zahvalna daritev, brez katere prvi kristjani niso mogli živeti. Živijo torej vsak dan v zahvali, ki naj postane drža tvojega življenja. Tako kot se je Jezus nam vsem podaril za naše odrešenje, kar je nekaj najlepšega in najdragocenejšega, tako je tudi naša najlepša zahvala pred Bogom, če njemu in drugim podarimo samega sebe. S tem se človek uresničuje, postaje vedno bolj zdrav, dober, srečen, svoboden in ustvarjalen. Zahvaljevanje prinaša v človekovo življenje vsestranski Božji blagoslov in ga usmerja na pota pozitivnih vsebin in notranjih drž življenja. Naj bo tako tudi v vašem življenju. Hvala za vašo udeležbo na hagioterapevtskih večerih. Želimo vam Božji blagoslov in srečno pot domov.